Pozdravljeni. V današnjih minutah za kulturo gostimo kantavtorski par Katarino Jovančič in Dejana Lapanjo. Po izjemnem prvencu Selivke, ki je prinašal zgodbe o ženskah in njihovih fizičnih in mentalnih selitvah, so tu nove zgodbe na albumu Hope's Beautiful Daughters, tokrat v angleščini. Katarina, odkot ta vajna navezava za škotsko tradicijo pripovedništva? Ja, na Škotsko hodim že 16 let in v tem času sem spoznala mnogo glasbenikov, pa tudi mnogo pripovedovalcev. In z njimi navezala zelo, bom rekla, take pristne stike. Trije med njimi, ki so moji zelo dobri prijatelji, so tudi seveda na plošči iz Shetlandskih otokov, Orkneyskih otokov in Edinburga. Pripovedništvo pravzaprav škotsko ni daleč od ljudske glasbe oziroma folk glasbe. V biti je tudi, bom rekla, celotna tradicionalna glasba in tudi do neke mere kantavtorska glasba bazira na zgodbah, na pripovedih in tukaj je ta zelo močna vez, ki se mi je zdela nekako primerna za to, da jo upletemo tudi na ta CD. Enostavno zato, ker izhajamo iz zgodb, tudi komadi izhajajo iz zgodb in to je pravzaprav tudi neka taka rdeča nit združiti pripovedništvo in muziko, kar je mogoče precej nenavadno. Tudi ta album prinaša precej zgodb žensk, kajti tudi te zgodbe, ženske zgodbe, so zelo pomembno oblikovale našo zgodovino, kot tudi sedanjost, čeprav se ponavadi moške zgodbe prerinejo v ospredje. Ja, žal je ta naš svet, v katerem živimo in delujemo, še vedno precej mačističen. Se mi zdi, da je strah moških na nek način te ženske moči, modrosti, srčnosti, poguma. In jaz si pravzaprav želim imeti svet, v katerem bomo ženske lahko ženske in v katerem bodo moški tudi lahko moški in v katerem bomo pravzaprav se znali spoštovati. In te ženske, o katerih govorijo ti komadi, so tudi ženske, ki so spreminjale svet in spreminjale zgodovino in spreminjale tudi mene na nek način. Dejan, pri vajnem sodelovanju je vaš del predvsem poudarjeno glasbeni. Kako vama uspeva preplesti zelo izpovedna besedila s primerno glasbo? Naj na začetku povem to, da smo včasih fantje kar malo bolj občutljivi moški na takele tekste. Se mi zdi, da ženske bolj prenašajo vse tole. Ker zgodbe so res močne, tukaj ni heca s temi zgodbami in tudi pri aranžmajih ni heca. Se pravi, treba je res prisluhniti karakter, sam karakter tega, kar Katarina sporoča in okrog tega, jaz pač vidim te karakterje, okrog tega nanizati karakterje, ki ustrezajo glavnemu karakterju. In na tak način smo v bistvu prišli do aranžmaja. Vse skupaj se na začetku začne s tem, da se postavi akorde, Katarina več ali manj naredi melodije, potem pa začneva razmišljati, ko je forma narejena, koga bi poklicala zraven. Ne samo kateri inštrument, tudi katerega človeka. Da bi pesem zadihala. Da bi pesem zadihala, ja, potem pa nekateri glasbeniki naredijo vse sami, prevzamejo odgovornost, nekateri pa izhajajo mogoče bolj iz tistih klasičnih vod, za katere jaz napišem aranžmaje. Oboje je super, se pravi, to sodelovanje slovenskih in škotskih glasbenikov se mi zdi, da je kar obrodilo sadove. Jaz sem zelo zadovoljen s tem. Katarina, album ste izdali pri svoji založbi Stray Cat Tunes. Zakaj Stray Cat? In pa še, a je kakšno zanimanje za album tudi v tujini? Ja, Stray Cat Tunes je, zato je več nekako razlogov. Eden je ta, da mene predvsem v tujini, predvsem na Škotskem vsi kličejo Cat. Druga stvar je zato, ker imam zelo rada mačke in tretja stvar je zato, ker je v najino življenje ravno takrat, ko sem jaz o imenu založbe razmišljala, prišla ena potepuška mačkica, tako da potem je v bistvu nastalo to ime.
Mislim, mislite to, če kaj zanimanja za nakup, za izdajo in za nakup. Tudi glede na to, da je v angleščini in da je dokaj škotsko barvana. Ja. Zdaj, CD se prodaja pravzaprav globalno, se pravi, lahko se ga kupi na vseh spletnih globalnih trgovinah glasbenih. Kupi se ga tudi v Edinburgu v 2 ploščarnah, v Ljubljani se ga žal še ne da kupiti v ploščarnah. Mislim, da to dejstvo govori samo zase. Drugače pa ja, je kar nekaj povpraševanja po CD-ju tudi izven Slovenije. No, se navežem na naslednje vprašanje. No, album sta predstavljala tudi na tujih odrih. Kakšen je odziv občinstva, ko jim začnete prepevati v slovenščini? Ja, zelo pozitiven, zelo dober, res ponavadi, glede na to, da ti komadi, ki jih delava, močno bazirajo na zgodbah, ponavadi v njihovem jeziku povem stavek ali 2, tako da ljudje vejo, o čem govori pesem. In mislim, da zaenkrat sva doživela same pozitivne izkušnje. A bi še ti kaj tukaj dodal? Jaz bi tukaj sem dodal to, da ko se pogovarjamo o koncertih in slovenskem jeziku, se pravi takrat, ko pridejo ljudje v koncertno dvorano in poslušajo slovenski jezik, takrat je vse rešeno. Takrat smo mi eksotika, takrat lahko mi predstavimo njim to. Ampak pred koncerti je pa treba veliko za to narediti, zato ker če si ti ne vem, igraš nek world music, pa si iz Afrike ali pa prideš iz Združenih držav, je to vseeno malo lažje, lahko mogoče predstavljaš nekakšno drugačno eksotiko, naprimer, če igraš v Nemčiji. Tako da jaz mislim, da na tem je treba kar delati, na predstavitvi naše glasbe, se pravi na eksportu slovenske glasbe v tujino. Vse ostalo je pa odlično, se pravi koncerti, tako kot je Katarina omenila, slovenski jezik dostikrat funkcionira še boljše, kot če se ti trudiš, da boš v angleščini polomljeni angleška, kakorkoli že, ja. No, ne malo pohvalim Katarino, da njena angleščina je drugače boljših, ker je tudi živela na Škotskem nekaj časa ampak vseeno ni to namen, ta projekt tudi namen, nekatere nas sprašujejo, če je to naskok na tuje trge, zaradi tega, ker je v angleščini. To je samo, se pravi, prinese še to zraven lahko, ampak angleški jezik, ploče Hope's Beautiful Daughters je predvsem zato, za lažje razumevanje, pa tudi zato, ker je Katarini bilo to velik izziv na nek način. Ja, se spet vrnemo k sami glasbi. Ta je zelo melodična, aranžmajsko bogata in presega dejansko običajen kantavtorski pristop. Vajino glasbo pa zelo rada izvajate v razširjeni zasedbi. Ja, kot sem že prej omenil, se pravi, tale plošča je nastala s slovenskimi glasbeniki in škotskimi glasbeniki. Lansko leto smo že imeli turnejo po Škotski, kjer smo sodelovali s škotskimi glasbeniki, se pravi Paul Tasker je igral kitaro, Salem Baxter, čelo, Fiona Cathhill, violino, da ne naštevam preveč. Sedaj pa bomo v Cankarjevem domu igrali slovensko zasedbo z odličnim violinistom Matijo Krečičem, Klemnom Krajcem na kontrabasu in Gašperjem Peršlom na bobnih. Se pravi, zdaj bomo naredili to drugo stvar. Zdaj ta tretji cilj od tega nekako bi bil, da bi lahko skupaj nastopili. Gre se pa tukaj predvsem za dodano vrednost, ker mi da veliko nastopamo samo v duetu. In zdaj, da lahko k sebi, k svoji muziki povabiš nekoga, ki res pridoda bolj s svojim karakterjem kot inštrumentom, nekaj, kar je pač, da še poboljša aranžmaje, potem je to pač odlično in pravkar vadimo za to in upamo, da bo najboljše. Zadeve se kar fajn odvijajo. Ja. Katarina, se po vašem mnenju slovenska država dovolj ukvarja z izvozom neinstitucionalne kulture, v vajinem primeru glasbe? Jaz mislim, da tukaj računati na to, da ti bo država pomagala pri tem, da boš ti imel turneje po Evropi in izven Evrope, je
prevelik optimizem. Mislim, da to tudi ni v tolikšni meri njena naloga, oziroma če bi že bila, bi mogel ta sistem delovati malo drugače, kot deluje v tem trenutku. Kar pa pogrešam je pa to, da v bistvu, da bi Slovenija imela, bom rekla, bolj razvejeno menedžersko oziroma booking agentsko mrežo, ki bi imela zelo dobre povezave z svojimi kolegi iz tujine, se pravi Evrope, izven Evrope, da bi pravzaprav lahko tudi nas ponujali na malce bolj, bom rekla, konsistenten način v tujini, ker midva si več ali manj organizirava turneje sama. Kar pomeni, da mislim, to predstavlja zelo veliko energije, angažmaja, dela, dopisovanja, telefonarjenja in tudi skratka precej stresno je na ta način delati. Ne pa govorim o tem, da ni fajn. Ja. Je, ampak žal je treba zaenkrat sam orati to ledino in upati, da bo mogoče čez kakšno leto, 2 ali pa 5, da bo to zadeve malo drugačne. Dejan, tudi vi zelo pogosto nastopate z različnimi skupinami v tujini. Koliko je tuje občinstvo odprto za glasbo, ki prihaja iz te naše eksotične Slovenije? Jaz bi rad še enkrat povedal, da mogoče glasba je ena sama. Zdaj, če se glasba tistemu, ki jo izvaja, nekako dopade in verjame vanjo, ponavadi potem vedno stečejo stvari. Je pa, recimo, lahko povem, jaz v tujini koncertiram trenutno samo s Katarino in z Vasko Atanasovskim triom. To sta 2 zasedbi. S katerim ste bili na Kitajskem, pa zdaj v Južni Ameriki, ne? Torej to, ja. Na Kitajskem smo bili pa res egzotika. Mislim, pričakovali smo mi njihovo egzotiko, saj smo jo dobili, ampak Slovenija, to pa je, mislim, nismo pričakovali, da bomo mi njim taka egzotika. Ja. Ker igrali smo tudi po mestih, naprimer Čangša, tam težko vidiš sploh ljudi iz Evrope ali pa iz Združenih držav ali pa iz kjerkoli. Isto velja za Argentino, tam je bilo tudi odlično, spet čist nekaj drugega. Je pa Argentina, predvsem Buenos Aires, zelo podobno odvijajo stvari kot v Ljubljani, isto so te klubi, tako da mislim, da je uspelo. Katarina, album Hope's Beautiful Daughters boste v živo predstavili v torek, 13. januarja v klubu Cankarjevega doma. Koliko je glasbenikom verjetno nujno pomemben stik z občinstvom? Navsezadnje delate glasbo za druge. Brez občinstva ni muzike. Brez publike ni glasbe. Če bi igrali sami sebi in nas ne bi nihče slišal, a to pomeni, da igramo, a to pomeni, da glasba je ali ni, to je ena tako malo, sem zdaj filozofsko vprašanje, ne? Skratka, ja, se pravim, publika je, brez publike ni muzike, nimam sploh kaj drugega reči in midva zelo rada nastopava in upam, da bo tega še več in še več, zato ker žal živimo v takih pogojih zadnje leta, da koncertov ni prav veliko, oziroma jih je lahko veliko, če igraš zastonj. Tako da midva bi rada čim več igrala in mislim, da se letos, se pravi leta 2015, obetajo vandranja spet malo po Evropi in po Balkanu, tako da upam, da bova veliko igrala in spoznala veliko nove publike. Ja, jaz bi še dodal to, da bistvo tega je, mislim, naše delo se na neki točki konča za 4 stenami. Sam sebe lahko igraš in za sebe, to je odlično, ampak priješ do neke točke, kjer pa je treba dati to, kjer je treba kontribuirati med ljudi in to je tisto, kar nas napolnjuje, to je tisto. Glede koncertov pa je tako, kot je Katarina rekla, tudi z znanimi zasedbami več ali manj organiziramo same in igramo na vstopnino. Taka je trenutna situacija v Sloveniji. Tukaj ni več, ne zgodi se prav velikokrat, da bi te poklical organizator in ti ponudil denar. Tako da
Mi gremo naprej, tako je, kakor je in še boljše bo. Delamo na tem. Hvala lepa za obisk v studiu, to so bile Minute za kulturo.